Z ekipo Spletne TV smo se tokrat odpravili v letalsko enoto Slovenske vojske. Odpeljali smo se v vojašnico Cerklje ob Krki, ki so jo letos konec junija preimenovali v vojašnico Jerneja Molana. Tukaj z raketnim sistemom Roland trenutno izvajamo prikaz delovanja zaščite letališča z sistemom zračne obrambe. Tukaj na terenu v ozadju smo videli center za upravljanje z ognjem, ki je že bil na položaju in opazoval zračni prostor. Ko je ta center opazil nevarnost oziroma grožnjo na tem območju, je vpoklical vozila, ki so bila v pripravljalnem rajonu, da zasedajo bojna položaja, posadke preverijo same bojne položaje, ali je kakšna nevarnost za minsko-eksplozivna sredstva, ali je nevarnost mogoče radiološke, biološke ali kemične nevarnosti, ali mora biti, da so na samem območju kakšni tuji ali nezaželjeni pripadniki. Ko se položaj posede, potem se samo delovanje začne in koordinirano deluje sama obramba letališča z centra za upravljanje z ognjem, ki ima tudi lasten senzor, lahko pa dobiva tudi sliko z senzorjev, ki jih imamo v Republiki Sloveniji za pokrivanje celotne slike, in ker so ti senzori integrirani v NATO-ovo sliko dejansko, mi na letališču tukaj dobivamo lahko sliko vsega zavezništva na tem regiji. Imamo dva tipa raket, in sicer raketa z dometom 6 km in pa raketa z dometom 6880 km. Nekje 8 km pred samim objektom obrambe se raketa izstreli, da se srečata na skrajnem dometu nekje na 6 km z ciljem, če je cilj hiter. Računalnik v sistemu sam preračunava, kdaj je optimalen čas za lansiranje, da glede na hitrost cilja. V ozadju vidimo center za upravljanje z ognjem z lastnim radarjem. Sam primarni radar za opazovanje zračnega prostora je na stolpu 12 metrov od tal, kar pomeni, da ima zelo dobro lokalno sliko o zračnem prostoru. Vse te razne ekstremitete, kot so drevesa, hribčki, ne vplivajo na samo kakovost slike zaradi tega. Z tem radarjem, ki ima 60 km dometa, nekje pokrivamo tole lokalno sliko in je več kot dovolj za potrebe obrambe letališča. Druga lastnost tega radarja je, da ima tudi sekundarni radar, ki ga vidimo nad anteno primarnega radarja, ki pa ima lastnost, da preverja zrakoplove oziroma helikopterje, letala in podobne po lastnosti prijatelja ali tuj z VHF radijskim signalom preveri, ali je to letalo naše. Če je to letalo naše, avtomatsko preprečuje delovanje po cilju. Slovenska vojska ima 8 helikopterjev tipa Bell 412, 4 Kaugerje, eno letalo L410 Turbolet in 2 Pilatusa PC-6. Večnamenski transportni helikopter Bell 412 ima 2 motorja s 1800 konji, torej skupno 3600 konjev. Prepelje lahko do 15 ljudi oziroma 2500 kg tovora. Letalo je lahko v zraku približno 3 ure, v katerih lahko preleti okrog 700 km, odvisno od vremenskih pogojev. Dvigne se lahko na višino 5 km. Uporablja se ga za zračne transporte vojaškega osebja in tovora, za prevažanje ranjencev z bojišč, v mirnem času pa za prevažanje gorskih in drugih ponesrečencev. Teden dni nazaj sem dežural za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in smo imeli 6-7 prevozov smo izvedli. Bili so večino medbolnišnični prevozi, 2 sta bile pa tudi nesreče, ki so dogodile in smo jih potem iz kraja dogodka oziroma nesreče pripeljali v bolnišnico.
Francoski Kauger A532 je največje in najbolj zmogljivo zračno plovilo Slovenske vojske z izjemo oborožitve. Leti lahko v vseh vremenskih pogojih. Ima dva motorja, en motor ima 1800 konjev. Povprečno porabi 450 kg goriva na uro, odvisno od vremenskih pogojev. V mirnem ozračju ima dolet okrog 800 km. Helikopter ima 5 tankov za gorivo in lahko leti približno 3 ure. To je helikopter s 4 kraki. Njegov premer je 18 metrov. Premer rotorja je 16 metrov. Dolg je skoraj 19 metrov. Sprejme lahko do 27 ljudi, vključno s 3-člansko posadko. Prenese lahko več kot 9 ton tovora, ki ga lahko prevaža znotraj ali zunaj na kljuki. Uporabljajo ga predvsem za prevoze tovora, desantiranje, gašenje, reševanje, tudi za reševanje v gorah in na cestah. Istočasno lahko prepelje do 6 ponesrečencev. Z njim Slovenska vojska v okviru KFOR-a deluje tudi na Kosovu. Ko smo bili mi dol na Kosovu, smo pomagali civilistom. Tam smo dovažali hrano, vodo. Cougar je zdaj gasil na Osilnici, pa na Mirni gori, tam, ko so bili požari. Tip Bel 204 lahko v vrečo zajame 800 litrov, Cougar lahko zajame 1500 ali pa še več litrov. Pa v času železnikov je tudi dosti pomagal. Pa zdaj bo tudi sodeloval v vaji Potres 2012, ko bo tam na Gorenjskem, na Jesenicah, kjer bo zagotavljal mediko prevoz za ponesrečence pa vse to. Za pilota se lahko usposablja nekdo, ki ima izredno dobro telesno pripravljenost in odlično zdravje. Imeti mora opravljeno sedanjo prvo bolonjsko stopnjo šolanja na Fakulteti za strojništvo, ki ima v sklopu programa predavanja iz teorije za pilota prometnega letala. To je vsebina, ki je potrjena tudi na Agenciji za civilno letalstvo. Sestavljena iz 14 predmetov in v bistvu zadeva je kot ena mala fakulteta. To je še del posebnosti te strojne fakultete. Poleg usposabljanja pilotov usposabljamo še druge enote Slovenske vojske. Tukaj bi lahko rekel, da brez naše pomoči bi se težko usposobile posadke radarjev. Mi usposabljamo usmerjevalce ognjene podpore, usposabljamo zračno obrambo, tisto, ki je na tleh, tisto, ki je na ladji, in pa izvajamo tudi vzdrževanje vseh zrakoplovov, ki jih imamo. Na letalih z linzo 242 se vojaki piloti začnejo uriti v letenju in sicer opravijo 200 ur letenja. Potem so pripravljeni za usposabljanje na letalu Pilatus PC-9. Za nami vidimo letalo Zlin 242, češke proizvodnje, dvosedežno letalo z batnim motorjem z 200 konjskimi silami. Pri nas v Slovenski vojski to letalo uporabljamo za šolanje novih pilotov, ki pridejo k nam, pa tudi za samo selekcijsko letenje, kjer izbiramo bodoče vojaške pilote. Se pravi, poleg osnovnega letenja za šolanje, na tem letalu izvajamo tudi akrobatsko letenje, kjer še posebej preizkusimo te naše mlade pilote med samimi akrobatskimi manevri, če jim pride do kakšne slabosti ali kaj podobnega. V bistvu z mišicami v nogah, v bistvu med raznimi temi akrobatskimi figurami, stiskamo te mišice in s tem preprečujemo, da kri odide iz glave dol, se pravi, da ohranjamo zavest.
Pri bojnem letalu Pilatus PC-9 pilot nosi posebno obleko, ki namesto pilota stiska trebušne in nožne mišice in preprečuje, da bi zaradi težnosti in velikih pospeškov kri iz glave prešla v spodnji del telesa in bi zaradi tega prišlo do slabosti ali izgube zavesti. Zlasti so pomembne kompresijske hlače oziroma tako imenovana anti-G obleka. Ta obleka je posebej pomembna pri večjih letalih, kot so reaktivna letala in lovci. Pomembna pa je seveda tudi pravilna tehnika dihanja in to, da ima pilot pred vzletom poln želodec. Za razliko od zlinanja vseh ostalih letal, katerih imamo, imajo ta letala podkrilne nosilce, na katerih se lahko obešajo raznovrstne vrste orožja, mitraljezi, bombe ali rakete. Lahko tudi možnost, da se obesijo gori tudi rezervoarji, kateri omogočajo daljši dolet letala. Letališka meteorološka postaja je namenjena zaščiti letalskega prometa. V dnevnik vsako uro vpisujejo meteorološke podatke. Ves čas tudi spremljajo radarsko sliko. Če opazijo kakšno nevarnost, izdajo opozorilo. Druga letališča jih stalno obveščajo o stanju vremena pri njih, kar jim omogoča, da pilote obveščajo o tem, kakšno je vreme na tisti poti, kamor letijo. Tu predvsem merimo določene parametre, kot so veter, vidljivost, potem opazujemo oblake, med drugim tudi temperaturo in pa zračni tlak. Ti podatki se izmenjujejo na svetovni ravni, pošiljajo se v meteorološke centre za izmenjavo podatkov in potem se te podatki uporabijo za izračunavanje prognostičnih modelov. Na tem ekranu vidite stanje naše meteorološke postaje z meritvami vetra, potem vidljivosti, temperature in pa zračnega tlaka. Tista polja, ki so pa rumeno izpolnjena, pa opazovalec dopolni z vidljivostjo in pa vrsto oblačnosti in pa tudi nekaterimi vremenskimi pojavi, ki so nevarni za letalstvo. To je en tak osnovni dnevnik, katerega vsako uro vpisujemo meteorološke podatke, ki so bili izmerjeni in opazovani. Tukaj spremljamo radarsko sliko. Tukaj je en takšen program, preko katerega dobimo stanja vremena na drugih letališčih ali pa pilotom izdamo recimo podatke, kakšno bo vreme na ruti, kamor letijo. Na samem kontrolnem stolpu upravljamo z letali na področju letališča. Tukaj se nahajata dve poziciji. Ena je pozicija za izvršnega kontrolorja, poleg njega je asistent, kateri koordinira stvari, letenje in ostale stvari z ostalimi kontrolami, enotami. Izvršni kontrolor se v bistvu preko radijske postaje pogovarja z letali direktno. Pri samem delu si pomagamo z radijsko postajo, z radarskim zaslonom, v katerem dobimo podatke o višini, o hitrosti, o smeri letala. Tukaj na sredini imamo zaslon, ki nam podaja informacije o vremenu, trenutni veter, zračni pritisk, temperaturo, višino slojev oblakov,
vidljivo samo. Na tretjem ekranu pa vidimo sam sistem, v katerem so vneseni vsi plani leta. V tem sistemu je vneseno, iz katerega letališča letalo poleta, ki pristaja, in njegovo pot od točke do točke. V samem sistemu je tudi zabeleženo, kdaj letalo poleti, da bo pristalo, da je predviden pristanek, in hkrati se tudi določi njegova koda, ki pol se na samem radarskem zaslonu izpiše v bistvu njegovo ime. V samem sistemu je tudi so zabeleženi tudi podatki o samem tipu letala, hitrosti, številu potnikov in ostali podatki. V tehnični enoti je 80 visoko usposobljenih tehnikov, ki skrbijo, da vsi vojaški zrakoplovi delujejo brezhibno. Vsi tehniki in inženirji imajo tudi certifikat oziroma civilno licenco, za katero morajo narediti posebna dodatna usposabljanja. Tehnik potrebuje kar 3 leta dodatnega usposabljanja, da pride do licence, njegova osnovna izobrazba pa je strojna tehnična oziroma elektrotehnična izobrazba, nujno pa je tudi obvladanje angleškega jezika, saj so vsi vzdrževalni priročniki v angleščini. Naša osnovna naloga je vzdrževanje plovnosti zrakoplovov Slovenske vojske in sicer na 2. stopnji vzdrževanja. Ločimo 3 stopnje vzdrževanja. Prva stopnja, to je nekako linijsko vzdrževanje, ki ga po večini izvajajo operativne enote, torej enote, ki letijo. Prva stopnja je priprava zrakoplova na letenje in manjši servisni, se pravi, posegi. Druga stopnja so pa potem že višja stopnja vzdrževanja, ki so servisni pregledi, ki so načeloma vsi predpisani s strani proizvajalca zrakoplovov. V 2. stopnji lahko, recimo, če ostanemo pri radijski postaji, lahko zamenjamo posamezne kartice znotraj, se pravi, radijske postaje. 3. stopnja so pa že obnovitveni servisni pregledi in to se po večini vršijo pri proizvajalcu, oni pa popravijo recimo te kartice, ki jih mi zamenjamo. Konkretno v naši enoti vzdržujemo 8 različnih zrakoplovov, tako letal kot helikopterjev. Smo edina taka enota v Slovenski vojski. Najkrajši pregled v tej enoti traja recimo 2 tedna. To je recimo osnovni neki pregled, 150-urni po zrakoplovu, do tega, da trajajo po 3 ali 4 mesece, zavisi od obsega. Recimo 5-letni pregled na helikopteru 412 je eden od najobsežnejših pregledov. Praktično komplet helikopter je razšraufan do nerazpoznavnosti.